Danes v Pomurskem dnevniku. Športno-družabno srečanje osnovnih šol. Plačilna sredstva pri spletnem nakupovanju. Pester program na Soboških dneh. Mitja Mörec o novi poti nogometne šole Mura. Vreme jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, znova vas lepo pozdravljam v Pomurskem dnevniku. Osnovna šola 4 je tudi letos pripravila poseben športno-družaben dogodek, na katerem sodelujejo učenci 5 osnovnih šol iz mestne občine Murska Sobota. Preko srečanja želijo otrokom posredovati sporočilo, da ni pomembno tekmovati, ampak predvsem sodelovati v igri in prispevati največ k skupnemu dosežku. V telovadnici osnovne šole 3 Murska Sobota je danes potekala že tradicionalna športno-družabna prireditev, katere namen je, da bi se naši učenci čim bolje socialno vključevali oziroma z namenom, da se bi brisali meje med populacijo, torej otrok s posebnimi potrebami in otrok z značilnim razvojem. Verjetno je takšna prireditev dobra tudi za učence drugih šol, da spoznajo, da učenci vaše šole pa niso le tako drugačni. Ja, torej to vrstna srečanja so koristna za oboje otroke, ne? Za naše predvsem to, da se dokažejo, da tudi oni zmorejo, da doživijo uspeh danes, kajti te dejavnosti, poligoni so načrtovani tako, da res vsi dosežejo uspeh in da vsi to zmorejo. Zelo pomembno pa je seveda tudi za učence večinskih šol, ki se spoznajo z našimi učenci, ki se spoznajo z drugačnostjo in potem seveda v življenju nekako lažje vstopajo z njimi v stik. Danes se je tako zbralo okrog 50 učencev, ki so se pomerili v številnih preizkušnjah. Danes se učenci pomerijo na 7 različnih poligonih in sicer v mešanih skupinah, torej so v eni skupini učenci vseh šol. To je v bistvu prvi del druženja, v drugem delu druženja pa bodo ustvarjali na en velik kos papirja, na katerega bodo narisali nekaj iz današnjega srečanja, kasneje pa bomo dopolnili te risbe še z njihovimi vtisi v današnjem srečanju. Cilj današnjega srečanja pa ni bilo tekmovanje, ampak druženje. Torej, žal še v naši družbi so še vedno predsodki o tem, kdo so drugačni otroci, kakšni so. In želimo s tovrstnimi druženji spodbuditi mišljenje, vplivati na mišljenje mlajših učencev, predvsem, ki so za tovrstna sporočila mogoče še bolj dojemljivi. Torej, želimo, da se družijo, da navijajo drug za drugega, da spoznajo, da so učenci s posebnimi potrebami v prvi vrsti samo otroci, tako kot oni, da imajo enake želje kot oni, da si želijo prijateljstva, da si želijo igre. In šele na to so učenci, ki potrebujejo mogoče drugačne načine, da zadovoljijo svoje potrebe. In današnje srečanje je pokazalo tudi, da je ključ v sodelovanju in ne tekmovanju. Rezultat seveda ni pomemben, ni zmagovalcev, ampak je cilj, da vsak doživi uspeh, da se učenci med seboj spoznajo, pogovarjajo in mogoče celo sklenejo kakšna prijateljstva. In kot kaže, jim je danes to že uspelo. Vidim, da zelo navijajo drug za drugega, da se poznajo že po imenih, tako da mislim, da se imajo zelo lepo. Danes obeležujemo Svetovni dan potrošnikov. Splet vse pogosteje uporabljamo tudi za spletno nakupovanje. Od otroških sedežev in oblačil do vstopnic in ne nazadnje počitnic. O pravicah potrošnikov pa bomo povprašali Matevža Kmetca, pravnega svetovalca iz zavoda PIP, ki je že z nami v studiu. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako je torej najenostavneje za potrošnika prepoznati lažno spletno trgovino? To ni zmeraj popolnoma preprosta naloga, tudi univerzalnega recepta, kako lažno trgovino prepoznati, ni. Dobro pa je, da smo pozorni na določene elemente, naprimer, da preverimo kontaktne podatke prodajalca na strani, da prodajalcu postavimo v zvezi z ponudbo tudi kakšno vprašanje. Dobro je tudi, da se izogibamo takšnim neverjetnim in nerealnim ponudbam. Sicer pa je dobro tudi to, da preverjamo, na kateri domeni se nahajamo v naslovni vrstici brskalnika in da se ta domena ne spreminja tekom nakupa. Katera so pa najpogostejša, najbolj priljubljena spletni načini plačila?
Najbolj običajni načini plačila so kreditne kartice in PayPal, v Sloveniji tudi plačilo po predračunu in pa po povzetju. Sicer se pa moramo izogibati praviloma, ni pa to vedno tudi nujno tako, ampak ko vidimo plačilno sredstvo Western Union ali MoneyGram, to je običajno znak za preplah, kajti ti dve plačilni sredstvi uporabljajo pogosto spletni goljufi, zaradi tega, ker ni možno slediti transakcijam. Dobro je to vedeti. Omenili ste pa tudi plačilo po prevzemu. Tako, to je relativno varen način spletnega nakupovanja. Ko dobimo blago, tudi plačamo in v Sloveniji je zelo priljubljen način. Kaj pa PayPal, kako pa to deluje? PayPal se v Sloveniji vedno bolj uveljavlja, v tujini je to nekoliko bolj uveljavljena metoda. Gre za akreditiranega in varnega spletnega ponudnika plačil. Plačilo izvedemo preko tega posrednika in ne neposredno trgovcu. Plačamo z kreditno kartico ali z dobroimetjem, identificiramo pa se z uporabniškim imenom in geslom, lahko pa plačamo tudi kot gost pri PayPalu in se identificiramo z svojimi finančnimi podatki in pa z elektronskim naslovom. Eden izmed takih načinov plačila pa je tudi plačevanje z moneto. Tako, v Sloveniji je to že leta uveljavljena plačilna metoda. Tukaj vnesemo v spletno trgovino svojo telefonsko številko, počakamo na povratni SMS, kjer dobimo enkratno varnostno geslo, ki ga vtipkamo v spletno trgovino. Lahko se dodatno zaščitimo tudi z dodatnim geslom, ki ga imamo za način plačevanja z moneto. Nato pa poravnamo svoje nakupe z rednim telefonskim računom ali z banko, preko naše banke, če nam banka to omogoča. Torej, načinov plačila preko spleta je več različnih. Kaj pa vi priporočate? Izberimo tisto metodo oziroma tisti način plačila, kateremu najbolj zaupamo. Če smo vešči spletnega nakupovanja, bomo pogledali najbrž, katera metoda nam prinese manj stroškov in izberemo tisto. Vsekakor je dobro pogledati, koliko stroškov nam prinese plačilo s kreditno kartico, s PayPalom ali po povzetju in podobno, z moneto. Dobro pa je, da ocenimo tudi varnost spletnega mesta, ko izbiramo plačilno metodo. Opis plačilnih metod si dajmo prebrati tudi na spletnem mestu spletne trgovine. To pa običajno najdemo med splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine. Matevž, najlepša hvala, da ste nas obiskali v studiu. Hvala za vse te odgovore. Hvala za povabilo. Program Soboških dni sicer še ni uradno objavljen, pa vendar smo uspeli pridobiti informacije o glasbenih skupinah, ki bodo zabavale obiskovalce. Soboški dnevi se bodo letos odvijali zadnji vikend v juniju, torej 24., 25. in 26. junija. Kot je razvidno iz sponzorske ponudbe, ki so jo organizatorji poslali podjetjem za sponzorstvo festivala Soboški dnevi, ki bodo tudi letos trajali 3 dni, bodo nastopila številna znana imena. Prvi dan Soboški dni bo letos za dobro zabavo poskrbila skupina SARS, ki je svoj prihod potrdila že tudi na svoji uradni spletni strani. Nastopili pa bosta še skupini Zmeljkov in Žardje. V soboto lahko pričakujem nastop velikanov slovenske in hrvaške glasbene scene. Prihajata namreč Magnifico in Džiboni. Nastopila pa bo tudi skupina Ludovik Material. Za zaključek festivala Soboški dnevi bo poskrbel Vlado Kreslin z Malimi bogovi. Nastopili bodo še številni drugi, prav tako pa bo poskrbljeno za spremljevalni program. Več informacij pa v prihodnjih mesecih. Končno se je začela ureditev pločnika v krožišču na relaciji med Markišavsko in Noršinsko ulico. Naša ekipa si je ogledala gradbišče. Na relaciji Markišavska in Noršinska ulica v Murski Soboti se je te dni pričela izgradnja pločnika v krožišču. Že dalj časa namreč na tej lokaciji ni bilo pločnika, zato pešci v prometu niso mogli varno sodelovati. Z izgradnjo pločnika na omenjeni lokaciji pa bo poskrbljeno za varno pot ob rondoju, kjer se dnevno sprehajajo tudi dijaki, ki obiskujejo ekonomsko šolo Murska Sobota. V studiu pa smo gostili Mitjo Mörca, športnega direktorja nogometne šole Mura, ki nam je v pogovoru povedal več o stanju kluba in načrtih v prihodnosti. Poglejmo delček oddaje. Mi smo pač julija prišli v klub, nekako so bili dolgovi, tudi sama klima v klubu ni bila na najvišji ravni. Jaz lahko povem, da če sedaj potegnemo črto,
je zadeva zelo, zelo boljša. Kar se tiče finančne plati, so dolgovi več ali manj poravnani. Tudi, bom rekel, tekoče zadeve do igralcev, trenerjev in vseh ostalih, ki smo zaposleni v klubu, so izplačila redna. Predvsem tista moja plat, se pravi športna, smo tudi dvignili na višjo raven, kajti 7. oziroma julija meseca, ko smo se zbrali, smo imeli samo 7 igralcev. Celoten pogovor si oglejte v današnji oddaji iz našega studia ob 20:15 s ponovitvijo ob 22:45. Spletni medij sobotainfo.com pa poroča, da Pošta Slovenije nadaljuje s preoblikovanjem pošt. V nove pogodbene pošte preoblikuje predvsem manjše in nerentabilne pošte po Sloveniji. Od njih pa so očitno tudi 4 pošte v Prekmurju. Kaj se bo zgodilo z njimi, preberite na spletni strani sobotainfo.com. Zdaj pa so na vrsti kratke novice. Tudi jutri nas čaka še nekaj padavin oziroma dokaj spremenljivo vreme. A za dežjem vedno posije sonce. Poglejmo torej vremensko napoved. Danes smo imeli oblačen dan s padavinami in temperaturami okrog 5 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krinskem parku Goričko, Murski Soboti in Lendavi namerili 3 stopinje, v Radencih pa stopinjo več. Jutri bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi manjšimi krajevnimi padavinami. Ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in Mariboru okrog stopinje nad ničlo, dnevne pa se bodo gibale okrog 5 stopinj Celzija. V četrtek bo na Primorskem pretežno jasno, burja bo ponehala. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopno zjasnilo. V petek bo sončno in topleje. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale okrog ničle, popoldan pa med 11 in 14 stopinjami. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Če pa ste se nam šele pridružili ali ste Pomurski dnevnik zamudili, pa si ga oglejte na naši prenovljeni spletni strani tvideja.si. Lep večer še naprej.